vam predstavimo akcijo za večjo varnost motoristov v prometu, ki je, kot veste, štartala včeraj in bo trajala vse do 12. aprila. Tukaj imamo danes različne predstavnike inštitucij, ki vam bojo predstavili svoje aktivnosti v tem kontekstu. Pa če vam kar preberem, kdo so naši govorci: Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije, poleg mene, magister Tomaž Svetina iz Agencije za promet, Stanislav Zotlar, vodja prometno-tehničnega sektorja na DRSC, in gospod Mitja Gustinčič, njega poznate, vaš kolega, športni novinar in izkušen motorist. Tako da predlagam, da kar najprej predstavniki inštitucij nakratko predstavijo te aktivnosti, ki že tečejo in bojo še tekle. Kar Matjaž. Lep pozdrav. Na začetku bi želel povedati, da vožnja motornega kolesa že dolgo ni več samo za zabavo, ampak služi ljudem kot prevozno sredstvo pri vsakdanjih opravkih. To pomeni pri odhodu v službo, nakupovanju in tako naprej. Ravno zaradi tega se vozniki enoslednih motornih vozil pojavljajo ne samo ob vikendih in ob lepem sončnem vremenu, temveč tudi kadar razmere vremenske niso tako ugodne, in seveda s tem je povečano tveganje tudi, da pride do prometne nesreče. Lahko povemo seveda, da je tudi teh voznikov vsako leto več, ne glede na letni čas, ne glede na vremenske razmere. Pripravili smo načrt, pri katerem so sodelovali poleg policije, Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Direkcije Republike Slovenije za ceste, gospoda Gustinčiča, še Avtomoto zveza Slovenije, Ministrstvo za promet, občinsko redarstvo, skupnost občin in potem Zveza motoklubov Slovenije, pa društvo Maxi. To pomeni, skupaj smo pripravili nabor aktivnosti, ki so v prvi vrsti skoncentrirane, bom rekel, v obdobje med 22. marcem in 12. aprilom. To je termin, ki je predviden tudi z obdobnim načrtom in nekako sovpada z začetkom motoriščne sezone. To pomeni, vreme je lepše, pričakujemo večje število voznikov enoslednih motornih vozil na slovenskih cestah. Zato smo tudi pri policiji pripravili nekaj ukrepov, s katerimi želimo izboljšati varnost voznikov enoslednih motornih vozil. Jaz bi tukaj izpostavil dve ključne aktivnosti, ki bo policija izvedla, poleg ostalih seveda. Prva je preventivne aktivnosti, katere policija organizira oziroma sodeluje na povabilo različnih motoklubov, društev. Tega namen je, da se vozniki enoslednih motornih vozil v čim večjem številu udeležijo, pa ne samo, da pridejo pogledati, ampak tudi praktično poskusijo vožnjo na poligonu, da praktično probajo kakšno stvar, seveda ob sodelovanju tudi policistov in inštruktorjev. Imamo posebej usposobljene policiste in inštruktorje, ki vodijo nekako to varno vožnjo, tudi preko policijskih postaj. Druga aktivnost, ki bi pa poudaril, je pa skoncentrirana na sistematičen nadzor nad večkratnimi kršitelji cestnoprometnih predpisov. V tem bi lahko povedal to, da bomo ta nadzor sistematično izvajali. Zoper te kršitelje bomo dosledno ukrepali, seveda tudi z zasegom motornega kolesa oziroma motornega vozila. Ob tem bi veljalo poudariti, da glede na podatke iz lanskega leta ugotavljamo vedno večjo prisotnost alkohola v organizmu pri voznikih enoslednih motornih vozil, predvsem pri hujših prometnih nesrečah. Zato bodo policisti ob odkrivanju teh hujših prometnih prekrškov obvezno odredili tudi preizkus alkoholiziranosti zoper takšnega kršitelja. Moram tudi povedati, da so policisti v lanskem letu večkratnim kršiteljem cestnoprometnih predpisov zasegli 259 motornih koles, kar je za 44% več kot v letu 2009. Takrat je bilo zaseženih 180 motornih koles.
Tako da to bi bilo na kratko o ukrepih, ki jih je pripravila policija. Hvala. Magister Tomaž Svetina, Javna agencija za promet, prosim. Resno? Ja, ok. Agencija za varnost prometa izvaja več akcij na temo motoristi. In sicer ena izmed njih je akcija, ki se je začela včeraj in se bo nadaljevala do 12. aprila z namenom zvišanja varnosti udeležbe motoristov v cestnem prometu. Akcija se nanaša na inštruktorje, ki usposabljajo bodoče kandidate oziroma uporabnike cestnih površin. Tukaj sta dva aspekta, in sicer prvi aspekt vpliv motorista na druge udeležence v cestnem prometu in pa drugi aspekt drugih udeležencev vpliv na motoriste. Namen akcije je zvišati varnost motoristov v cestnem prometu. Udeleženih bo okoli 130 avtošol in posledično tudi inštruktorjev. Agencija izvaja tudi druge akcije, in sicer v mesecu maju bo izvedena enodnevna akcija na poligonu varne vožnje na Vranskem, kjer bo praktični preizkus in usposabljanje tudi inštruktorjev, ki usposabljajo kandidate, bodoče voznike v cestnem prometu. Potem tudi v mesecu maju se predvideva praktično strokovni preizkus oziroma usposabljanje za izpitne komisije. Tukaj bo udeleženih 16 upravnih enot, ki izvajajo izpite. Potem agencija izvaja še druge medijske aktivnosti na področju zviševanja varnosti udeležbe motoristov v cestnem prometu, in sicer akcija Ne spreglej, trikrat poglej. Potem v mesecu februarju so bili razdeljeni priročniki Varen voznik bom vsem motoklubom v Sloveniji. V mesecu maju se predvideva snemanje dokumentarne oddaje za zvišanje varnosti motoristov v cestnem prometu. Potem agencija vpliva tudi na izvajalce tehničnih pregledov, da zagotavljajo ustrezno kakovost motociklov v cestnem prometu. Agencija tudi vpliva na prodajalce motociklov, predvsem v smislu, da se prodajajo skladna vozila s predpisi v Evropski uniji. In potem so še druge aktivnosti. Namen vseh teh aktivnosti pa je zviševanje varnosti motociklov. Mogoče bi izkoristil zdaj še tole priliko, da bi apeliral na vse motoriste, da naj skrbijo za varno udeležbo v cestnem prometu, naj skrbijo za svojo varnost in varnost drugih, naj spoštujejo cestno-prometne predpise. Jaz sem še eno vprašanje tukaj. Ceste so velik faktor varnosti tudi motoristov, še posebej. Kako so ceste za letošnjo sezono pripravljene? Koliko je več kakšnih opozorilnih znakov? Ja, to jaz mislim, da bi bilo vprašanje za direkcijo za ceste, ker mi smo tukaj agencija za varnost prometa in mi imamo akcije. No, na kakšen način bo pa agencija poskrbela za varnost, bo samo analizirala nesreče? Agencija bo medijsko tudi spodbujala in osveščala voznike, se pravi motoriste, da bodo pač osveščeni o nevarnosti, ki pretijo na cesti. Hvala lepa. Predlagam, da gremo naprej z izjavami. Sam bližje. Stop, ja, lahko me bolj sem stopil. Kar še manj, ne se biti. Vi ste z direkcije, ne? Ja. Aha, okej. Oni boste pa vi to odgovorili. Mogoče na koncu. Ja, no, sej. Lep pozdrav tudi v imenu Direkcije za ceste. V bistvu Direkcija za ceste ima tudi predvideni več ukrepov za izboljšanje varnosti voznikov enoslednih vozil. V bistvu takoj po končanju zimske službe bomo pričeli z čiščenjem oziroma smo že pričeli z čiščenjem cest in pa pregled signalizacije. Dodatno mislimo v tem letu približno 4000 metrov postaviti dodatnih lamel v bistvu na varnostne ograje, ki dodatno ščitijo motoristi pred padci. Dodatno delamo, preverjamo v bistvu in analiziramo mesta in pa odseke, v katerih so najbolj izpostavljeni motoristi in bomo tam tudi postavljali dodatne table, katere bomo obvestili motoriste najbolj predvidljivi na cestah. Istočasno delamo analizo v bistvu visoko stopnjo nevarnih mest za prometne nesreče, katere odseke bomo tudi opozorili z dodatno signalizacijo nevarni odseki in pa črna točka. Določene študije smo tudi v lanskem letu vsi naročili v bistvu, da smo sploh ugotovili, kje je problem motoristov na naših cestah. Vse študije govorijo enostavno o tem,
da je problem ni objestnost motoristov, ampak v bistvu, da so motoristi neizkušeni. V bistvu na podlagi tega smo tudi pripravili že 3. knjižico letos skupaj z gospodom Gostinčičem, ki smo ga povabili k sodelovanju kot dolgoletnega motorista in izkušenega tudi motorista, pa bi vam on tudi o tej knjižici več predstavil naprej. Ceste so pripravljene letos? Ceste so in pa bodo pripravljene. Okay. Kot rečeno, gospod Naslednji. Gostinčič je že drugo leto zapored pripravil zelo uporabne informacijske brošure za motoriste, pa predlagam, da jo gospod Gostinčič predstavi, pa mogoče na koncu poda še kakšen poziv motoristom. Poglejte, iz danega ste slišali, pa iz preteklih let vidimo, da država kar nekaj stori za motoriste in da opozarja na motoriste. Tu se treba nekaj zavedati, ne? Motoristi se na cesti pojavljajo ciklično, pol leta jih ni čez zimo, ostali udeleženci na njihovo prisotnost pozabijo, jih spregledajo. Motorist sam tudi izgublja tisto izkušenost, tisti feeling za vožnjo motorja in pravzaprav začetek sezone gre na velika past. Vprašanje, ali so ceste dobre. Jaz bi uporabil en pregovor, ki ga uporabljajo na otoku Man, kjer dirkajo po normalnih cestah, da se ročica plina vrti v obe smeri. Hudič pa je v nečemu, da to obrne 4 sekunde do 100, ko začneš zavirati 2 sekunde do ustavitve in če motorist ni streniran, se lahko misli, da zna, ampak če gre na tečaj, bo videl, da ne zna, ko bo mogel ponoviti in to v nadzorovanih okoliščinah, on ve, kje mora ustaviti. Ko gre na tečaj, vidiš, da ne znaš, da nisi sposoben, čeprav stroj zmore. Da se je treba to naučiti, nadrilati, izkusiti. Knjižica, ki je nastala na osnovi novinarskih dirkalnih izkušenj s cest, ubesediti problem, ki ga lahko motorist sreča med vožnjo, da ga upozori ali pa da mu da razmišljati, kako naj reagira, kako naj preživi. Jaz vedno poudarjam, da ima motorist, pa tudi mogoče kje drugje v življenju, tudi v šoli, pri izpitu, zakrkneš, rečeš trema, jaz temu rečem samoohranitveni nagon. Ko se motorist najde v eni situaciji, ki mu ni ljuba, mu ni domača, zakrkne. Rad bi ustavil film, rad bi pobegnil tej nesreči. Praviloma gleda v nesrečo, otrpne, naredi vse narobe. Če bi imel čas za razmisliti, bi verjetno reagiral prav, ampak na motorju časa ni. Če primeš motor in ga spustiš, pade. Se pravi, koliko ti je na voljo, da se pravilno odločiš, moraš imeti izkušnje. Ta knjižica in tudi tiste prejšnje, ki jih je Direkcija za ceste izdala, odpira določene probleme v vožnji, ki izhajajo recimo iz analize prometnih nesreč. Da se motorist pravilno postavi na cesti, zato da bo lahko odpeljal ovink, ni problem prvi ovink. Trik stoji v 3. ovinku, če napačno krivuljo voziš. Kako zavirati, kako se umiriti, kaj razmišlja avtomobilist. To so določena poglavja, ki jih knjižica prinaša in jaz mislim, da se v slovenskem prostoru tu naredil en lep korak naprej, da se motoriste tako na pozitiven način opozori, da je treba izboljšati znanje vožnje motorja in da se treba na cesti umiriti. Evo, toliko sem imel na zalogi. Ampak opozoriti je treba verjetno pa tudi vse ostale voznike na to, da so bolj pozorni, ne? Da se je sezona motoristična začela. To je res. Poglejte, jaz bom zdaj provociral policijo. Najmanj vidni so na cesti, v najbolj neopaznih barvah se vozijo, imajo ekstremno znanje. Zakaj? Tamle imamo kolega, ko ima eno krasno signalno jakno, kakršna bi mogla biti cel čas v prometu, če želiš, da te iz te kakofonije avtomobilov, luči, signalov, reklam, vsega, da te nekdo opazi. Točno tako. Vendar tega se je treba zavedati. In sem prepričan, da mora vsak motorist najprej pomesti pred svojim pragom. Biti izkušen, biti v svetlih barvah, iti na tečaj, vse je drag, ampak bolečina je dražja ali pa odsotnost zaradi bolniške ali pa pravilo motorja samega. Tako da tukaj je en splet teh dogodkov, kjer bi mogli motoristi nekaj narediti za sebe, da jim bo jutri boljše. Jaz imam eno raziskavo v rokah, kjer motoristi odgovarjajo, kaj bi mogel nekdo narediti za njih. Napačen pristop.
vedno, že dolga leta, kar sem motorist, govorim, da mora biti voznik, predvsem motorist, ker motor pade si že statično problematičen, če motor ni v ravnotežju, da se mora vesti kot srna v hosti. Napeta ušesa, gledati, opazovati in peljati. Tisti hip, ko zaspiš, ko misliš, kako ti v življenju fino, te bo eden sklatil. Ni bil on kriv. Ti si se zapeljal v nesrečo, ker nisi predvideval, nisi gledal, pa nisi bil izkušen, da bi se temu izognil. To se da doživeti na tečaju. Jaz sem vprašala, glede na to, da za večino bo zdaj prvi dnevi, ko bodo dali svoje motorje spet ven, čistko, da izkoristite mogoče tudi priložnost, kaj bi jih pozvali, na kaj naj bojo najbolj pozorni. Se pravi, tisti, ki bodo jutri šli po dolgi, po zimski sezoni, ko so bili motorji v garaži, spet nazaj ven na ceste. Veste, kaj bi motoriste upozoril po taki daljši pauzi? Pa tudi za tekom leta, vseeno, če se ti občasno peljaš, pojdite na tečaj varne vožnje. Če si ga ne morete privoščiti zaradi majhne plače, ne vem česa, 5 plastenk od vode postaviti, skušati odpeljati osmico, skušati odpeljati, vse to zgleda smešno, osmico odpeljati, se to dela že pri šoferskem izpitu, ne? Vendar, že samo osmico odpeljati pomeni, da moraš pri nizki hitrosti se peljati. Nizka hitrost za motorista ni prijetna, motor pade, kot smučar. Tisti, ki nič ne zna, se najhitreje pelje, ker ga hitrost in generiran moment držita po koncu. Če greš osmico peljati, je treba kontrolirati plin, zavoro, sklopko, menjalnik, zadnjo zavoro in težo motorja. In če se s tem igraš, da postaneš domač, tako domač moraš biti na motorju, kot si doma, ko poiščeš električno stikalo na pamet. Temi veš, kje je. Tudi na motorju moraš to vedeti. Kje je in kako reagira. Zaneslo me je. Ne, perfektno, v redu. Imamo še kakšna dodatna vprašanja? Za koga drugega? Za te prometne nesreče lani imate podatek? Oziroma... To bo gospod Leskovar, mogoče vam potem na koncu... Koliko je od 22 letos umrlih bilo motoristov? Nekje je bilo, ne? Letos? Ja. Se lahko tem... Pa lahko mogoče to poveste. Je bilo 22, ne? Letos je bilo v prometnih nesrečah, v 37 prometnih nesrečah so bili udeleženi vozniki enoslednih motornih vozil. Od tega žal ena prometna nesreča s smrtnim izidom. Tako da ni glih tako se začelo, kot bi želeli. Mogoče še stavek, ki sem ga prej imel namen povedati, pa sem ga pozabil, pa kljub temu. Zmotno je mišljenje udeležencev, da so motoristi divjaki, da divjajo po cestah. Seveda je, določen odstotek je tudi takšnih, ravno tako kot tudi v osebnih avtomobilih. Večina motoristov so pa udeleženci, ki se peljejo v skladu s predpisi, jih upoštevajo, vendar pa žal, ko je prej gospod Gostinčič povedal, zaradi različnih okoliščin pač pride potem oziroma pripelje do prometne nesreče. Tako da mogoče tudi vsi udeleženci v cestnem prometu bi morali pokazati zadostno mero strpnosti do vseh, ker motoristi so eni izmed 3 najbolj ogroženih kategorij udeležencev v cestnem prometu, poleg kolesarjev in pešcev. Tudi glede na število, kakšno je udeleženo v cestnem prometu. Zato, Lahko še vprašam, lansko leto mogoče imate podatek, koliko je bilo smrtnih nesreč, pa tudi mogoče kaj je bil glavni razlog, se pravi, za nesreče na motorju? Lahko 23 za napamet, pa mislim, da 31. V lanskem letu je na slovenskih cestah umrlo 23 voznikov enoslednih motornih vozil. To so vozniki motornih koles in koles z motorjem. V letu 2009 je bilo smrtnih žrtev 31. Stanje se je izboljšalo, vendar glede na prognoze, ki so jih postavili prometni strokovnjaki, lahko pričakujemo, da se stanje letos ne bo izboljšalo, da bo ostalo isto oziroma celo nekoliko slabše. Treba je upoštevati, da se tudi v cestnem prometu pojavlja vedno več voznikov enoslednih motornih vozil, tako voznikov koles z motorjem kot voznikov motornih koles.
Kaj pa razlog recimo za te prometne? Imate mogoče podatek, kaj je bila neprilagojena hitrost, alkohol mogoče? Razlogov je več. Alkohol je samo en izmed dejavnikov, ki je mogoče pripomogel k nastanku prometne nesreče. Vzroki za prometne nesreče je pa več, seveda. En izmed teh je tudi neprilagojena hitrost, stran in smer vožnje, neupoštevanje pravil prednosti. To so ti najpogostejši vzroki, ki so pač bili vzroki za prometne nesreče. Hvala. Hvala lepa. Samo še kaj? Sicer vas zdaj vabimo ogled teh osnovnih vaj, motorističnih vaj, ki bi jih morali obvladati vsi motoristi za varno vožnjo. Pokomentiral jih bo gospod Samo Rep.